Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Spet imamo eno posebno oddajo. Tokrat je glavna tema CBIM konferenca, ki se je v bistvu iztekla včeraj, se pravi 16. novembra 2017, je bilo v 4 Points by Sheraton oziroma bivši Mons, ki ga še tako poznate, konferenca CBIM, tretja po vrsti, in plan v bistvu je, da malo debatirava, kaj se na konferenci dogaja, pa morda zraven še jasno o bimatlonu kakšno rečeva. Robi, povej, kaj je splošen vtis? Glede na to, da morava kar takoj povedati, da so bila v bistvu udeležena in pri sami organizaciji konference in potem delno tudi pri sami izvedbi, ker sva se sama sebe potonkala, pa sva rekla, da bova vodila oziroma moderirala to konferenco. Ne, to mora biti pošteno. Niso mi dva rekla, da bomo vodila oziroma moderirala, ampak so naj ostali prosti, ker so imeli lani tudi pripomb. Ampak mi da se nisva glih blazno upirala temu, ne? No, nisva se ravno pustila prositi, zato ker vsaj jaz osebno sem imel občutek, da pač lahko nekaj pomagam na tak način. Ampak nisem pa niti pomislil, da bi to počel do pred en teden nazaj. Na vsak način v bistvu. Ne? Ampak je pa res, da smo imeli kaj zapovedati in čez tako manjko vprašanj in v bistvu recimo držanja urnika, tako da mislim, da je bilo to za oba pač to pot, recimo en tak prioriteta skoraj, ne? Ja, mislim, lani so se pritožvala, no, da je bilo prevelika zamuda, mislim, da je bilo lani 1 ura do kosila zamude, pa ni bilo nič debate sploh. Ampak letos sva kar ujela, no, sploh če pomisliš, da so bile eno predavanje uletelo vmes, ko sploh ni bilo na programu, pa da smo začeli z neki zamude zaradi tehničnih težav, pa da smo vseeno prišli dokaj točno na kosilo. Ti smo imeli v bistvu malo zamude, ampak ne toliko, to je bilo 10 minut recimo, ali pa 15, ne? Toliko, ko smo zjutraj štartali zamude zaradi tistih tehničnih težav, ampak popoldne si pa ti še tistih 15 minut prinesel, oziroma predavatelji so prinesli noter, ne? Ne, sem pa razmišljal za nazaj. Bil je v bistvu program kar pametno sestavljen, ker čeprav ni bilo napisan 5 minut časa vmes, je dejansko bilo 5 minut časa med vsakim predavateljem. Ne? In zdaj, če se vsak držal, pa smo kar dobro razvozili. No? Jaz sem bil kar zadovoljen, me pa zanima. Poslušalci, če ste bili na konferenci, lahko nam pišete, pa poveste, če ste bili zadovoljni z vodenjem. Ja, sam zase lahko rečem, da je v bistvu me ni sram, da sem kaj povedal tam, v bistvu lahko bilo pa dosti boljše. Tako da. Ja, to pustimo to. No. Vse to je tako, ko bo čez 10 let se spomnila na to, če naj bo sram, kaj smo tam govorili. Pol bo kaj hudo narobe. Ne? Jaz sem sam vesel, da redno niso snemali, ker niso snemali. Dobro, ja. No, v bistvu zato, da vsem predolgo o tem, skratka, ideja je jasno, da poveva nekaj o konferenci, predvsem za tiste, ki na konferenci niste bili, morda jasno tudi nekaj zraven dodava, morda za tiste tudi, ki so tam bili, pa se želijo malo spomniti, kaj smo, o čem se je govorili, ampak kot rečeno, najprej za tiste, ki pač niso imeli te priložnosti časa, da bi se pač CBIM konference udeležili. Konferenca je bila tako v 3 sklopih. Prvi sklop je bil sistemska implementacija BIM-a, potem pa novosti in iniciative na področju BIM-a. To je bilo do kosila, po kosilu si pa ti vajete prevzel glede vodenja, je bilo predstav bimatlona in pa primeri uporabe BIM pristopa, pa so bile pa še
pač recimo formalnosti glede razglasitev in podobnih stvari. Pa, če se dotaknejo najprej tega sistemske implementacije BIM-a, Robi, kaj lahko v tem poveš? Ja, no, uvodne nagovore bo preskočila, čeprav jaz bi se samo dotaknil pač govora predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije. V bistvu sej ne bi kaj dost časa zgubil to, ampak rekel bi sam to, da je tudi on poudaril, da se kaže, da panoga okreva, kar je super, pa da bi naj bilo tako še vsaj 5 let. No. To sem si zapomnil in jaz držim pesti, da bo, če si že res. Začel s tem, v bistvu tisti grafiki, ki jih je kazal, so mene malo skrbeli, ne? Ker ponovadi, veš, tako se tak hockey stick nariše, to bo rastel, ne? Tam pa že v bistvu zdaj predvidevajo, da bo v bistvu tako en hribček, ne? V 3 letih, pa sploh spet dol, ne? Tako da že to me malo skrbi, ne? Ampak upam, da je bilo to tako ugibanje, recimo, rahlo pesimistično. Ne? Ja, ampak tudi jaz. Ne, se je tudi poudaril tam, da to so pač zdaj napovedani projekti, ne, da tu še ni upoštevana stanovanjska gradnja. To sem si zapomnil. Ampak veš, kaj mene presenetilo? V bistvu, oziroma, tako sem se malo zamislil. Tisti graf glede starosti zaposlenih v panogi. Ja, to me pa malo res skrbi, v bistvu, ne? Da je več starejših, kot ne vem, kako je bil ta razpon, v bistvu, ali 2010 ali 2013, nekaj tazga, no? do danes. Ne vem, kako so bili tisti. Mislim, da je bilo 2017, 2016. In je bilo, ne vem, po procentih kar več starejših, se pravi, starejših, recimo nad 50, ne, pa relativno manj mlajših, recimo pod 30 leti. Ne. Ja, pa se to je čisto logično, če pomisliš. Pač v krizi na novo zaposlovali niso, mladi imajo ponovadi bolj te kratkotrajne pogodbe, niso jim podaljševali pogodb, starejši dolgotrajne pogodbe, s tem, da so se še starali. Mislim, to jaz razumem, v bistvu, da to najbrž je jasno posledica krize in pač stanja, v katerem gradbeništvo bilo v preteklih letih, ampak tako, glede uvajanja novih tehnologij, konec koncev tudi BIM-a, pa to ni glih tak pozitiven znak oziroma pozitiven trend. Ne, to pa zagotovo ni. Ne. Ampak ne vem, niti ne vem, kaj si spremeniš. Tako očitno bo pač ne, ker v bistvu sem se tako, ne, v bistvu sem včeraj pol dan prišel, pa se doma pogovarjamo, pa reče moja boljša polovica, kako pa je bil kakšen od najnih prijateljev, ne, ker imamo v bistvu vsem, srednje gradbene šole, veliko jih je šlo na arhitekturo, nekih delal v gradbeništvu, a so bili kakšni tam, ne? Sem rekel, ne, nobenega nisem videl. Še pač Borut, ki je bil tudi gost BIM pogovora pred časom, v bistvu on ni imel časa, ga tudi ni bilo tam, sem rekel, vse drugega pa sploh nisem videl nikoli, ne? Tako da to me je kar malo presenetilo, no? Da to ni neki kar bi bilo zdaj pa res tako. Ja. Vsi pridemo na neko tako konferenco. Ampak moram priznati, da sem se jaz tudi doma pogovarjal o tem in sem rekel, da v bistvu da je bila drugačna struktura obiskovalcev, se mi zdi. Da če so prej hodili v bistvu, ne vem, drugačen tip udeležencev je bil. No? Prej se mi zdi še vseeno ugotavljalo, kaj bi s tem bil, pa kaj to je, pa to, ne? Da so pa dejansko bili tisti, ko pa že kaj delajo, ali pa mogoče, ko pa so tik na tem, da bojo začeli. No? To je tako občutek. Ja, se strinjam. Je bilo pa v bistvu, se mi zdi, da no, tele, tako kot recimo Marles, ki je bil pač en izmed glavnih sponzorjev, če ne že glavni sponzor dogodka in pač tudi BIM-atlona, ta je bil tudi en predstavnik Riko hiš, ne, če se prav spomnim.
Tako da jaz mislim, da se tudi te proizvajalci, recimo teh montažnih hiš, v bistvu mislim, da tlele vidijo kar velik potencial. Bi v bistvu res rekel, ne. To je pač skoraj njim na kožo pisano. Ja, res je. Ne vem, se pravim, jaz sem bil kar mal pozitivno presenečen, pa tudi vprašanja so bilo veliko bolj... Ja, tako... Rečemo, ja, tako, v bistvu pa dejansko bil komentar, ki je stal, ker je bilo jim govora o slovarjih in o poimenovanju ne vem, nekih stvari in pač tem priročnikov, ki ga je Ksenija Mars Drje predstavila, so bile stvari, ki so dejansko stale in so se pač kolegi iz prakse nekako odzvali na to, kar recimo pač tisto, kar je zapisano v nekih priročnikih, kjer pač so te priročniki recimo nastali predvsem strani nekih recimo takih akademskih krogov. Če zdaj nadaljujem, ker vidim, da si se že premaknil v drug sklop. Jaz moram reči, da mi je tisto predavanje o akcijskem načrtu uvedbe digitalizacije, ki sta ga imela predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa predstavnik podjetja Lineal, da tam sem se pa kar malo zamislil, da v bistvu, da se en tak načrt pa prav v enem takem oskem krogu, brez javne debate, to se mi zdi pa malo sporno. Mislim, da sem jaz tudi takrat vprašal, nekaj v tem smislu, kako se da, kdaj se da to videti, kje se da to videti in tako naprej. Pa je bil odgovor, ja, to v bistvu ni še za širšo javnost v tem smislu. Kaj pa jaz vem? Mislim, da še posebej, mislim, ja, definitivno sem to vprašal, ker sem vprašal stališča fakultete predvsem, ker bi se potencialno morale fakultete pripraviti na te stvari, zato da začnejo uvajati v študijske programe pač vsebine, ki potem nekako ustrezajo temu akcijskemu načrtu, ne da je v bistvu akcijski načrt pride, reče, ok, do 2025 bomo pa mi tole pa tole naredili, veš pa, kako na fakulteti izgleda. Če moraš akreditacijo dobiti za nek študijski program, to traja, ne vem, 3, 5, 7 let lahko. In se to ne da kar spremeniti iz danes na jutri. Tako da bi morali najprej fakultete biti zelo udeležene tukaj noter, zato da bi se lahko pripravljali na ta, pač recimo temu izziv. Saj se strinjam, se to so že tam debatirala in ni, mislim, ne vem, tako malo čuden občutek imam, da bo to nekaj ali bo izvenelo v prazno, ali pa odpor že zaradi tega, ker ni usklajen z vsemi. Ne vem, bomo videli. Izražam svoj pomislek, nič drugo. Ja, sej tle je bil moj komentar, pa po moje bova na koncu oba dva nekako do tega izga prišla. Ampak skratka, to je bil pač to prvo predavanje v tem sklopu, drugo je imela pa Ksenija Mars Drje, kot že omenjeno, glede tega priročnika, kjer se pa spet kar resna debata razvila in okoli poimenovanja določenih stvari in okoli samega procesa, ki ga ta priročnik nekako predvideva za razvoj BIM modela in za pač vseh teh stvari, ki so okoli tega povezane. Tako da to gre kar eno z drugim. Zdaj ne vem, jaz tega priročnika nisem še videl, tako da ne morem pač neko gotovost trditi, kaj je in kaj ni. Tudi jaz, ne. Sem pa opazil pač nekaj, da so pri obeh priročnikih sodelovali bolj kot ne isti ljudje, kar pomeni, da je trenutno, ne vem, BIM v rokah, ne vem, manj kot 10 ljudi. Jaz mislim, sej to je tisto, kar bi se rad navezal, zaradi tega, ker čisti kontrast temu je bil pa tisto tretje predavanje, ki so ga po mojem oba zelo čakala,
ki ga je imel pač gost iz Nizozemske, Leon van Berlo, ki je šel pa bolj ali manj tako čist v drugo smer. Medtem ko se je pač v začetka precej napeljeval na to, ja, to mora biti v zakonih, to mora biti, ne vem, akcijski načrt, pa to mora biti standardiziran levo desno. Se mi zdi, da je pa njegovo sporočilo predvsem to, da v bistvu, okay, to je v redu, ne, ampak v bistvu na to ne velja čakati, niti ni najboljš lahko, ampak da morajo pa pač organizacije same v bistvu iti na to pot, ne vem, implementacije BIM-a znotraj organizacij, pa na nekih konkretnih projektih, pa tam videti, kje je BIM kot recimo tehnologija, kot to lahko pomaga in kje lahko imaš neke resne koristi od tega. Ja, mislim, on je želel pač povedati to, da enostavno moraš sam ugotoviti, ne? Mislim, kar sem si zapomnil, to, kar jaz skozi razlagam. Ne kupiti orodja, pa potem prilagajati svojega procesa orodju, ampak dajte narediti obratno. Ne? Vi pač razdelite svoj proces, najdete priložnosti za optimizacijo in potem poiščite orodja, ki bojo vam to omogočala, če pa jih ne morete najti, pa sami razvijte. Ne? Zdaj, kar on tukaj mogoče ne ve ali pa ne pozna konteksta, je to, da v Sloveniji večina firm tega ne more finančno zdržati. Ne? Ampak vseeno pa mislim, da bi pa lahko malo več energije posvetil temu, da bi dejansko našel pravo orodje, ne pa pač po liniji najmanjšega odpora tisto, kar je cenej ali pa tisto, kar že skozi imamo. Ne? Ja, mislim, delno se strinjam. Ne? V bistvu bi rekel, da to, da finančno nekaj ne more zdržati, je v bistvu se mi zdi, da tako, da se sami sebe slepijo. Zato, ker bi lahko z nekim takšnim resnim, ne vem, pač poiskati tisti proces ali pa tiste korake, kjer bi lahko potencialno res prihranili nekaj, pa tam nekaj implementirati, bi bilo pač to lahko na dolgi rok, ali pa ne, ni tudi na dolgi rok, ampak tudi v relativno kratkem času bi se da neka investicija v znanje, v neko tehnologijo, jaz verjamem, da je zelo hitro povrljena. Ampak dobro, to mi dva lahko najbolj debatirava takole, iz stališča akademskih krogov, so lahko včasih dosti pametna, ampak občutek je tak. Še posebej pač na primerih, ki jih je on povedal. Se strinjam. Dobro, to je zdaj spet... to je pač malo napeljivano, ker to bi včasih lahko pomenilo, da če bi te firme potem pristopile do fakultet, do pač nekih inštitutov, ki so za to usposobljeni oziroma pač za razvoj nekih takšnih tehnoloških rešitev, mislim, da bi bilo to taka win-win situacija. Oni bi dobili pač na fakultetah oziroma pač nekih raziskovalnih organizacijah bi dobili priložnost sodelovanja potem tudi z industrijo. Mislim, da je bila dejansko taka win-win situacija za vse. Ampak to je tako, se mi zdi, še zmeraj bav pri nas, kjer grejo raj in kupijo pač firme raj nekam, pa kupijo neko rešitev in potem pač reče v redu, zdaj imamo rešitev, zdaj bomo pa nekaj naredili. Na koncu jasno ugotovijo, da to, da imaš nekaj, da si nekaj kupil, v bistvu še ne pomeni, da boš karkoli rešil lahko tudi, Ja, tako. No, drug gost, zdaj, če greva pa že v naslednji sklop, kar so novosti in iniciative na področju BIM-a. V drugem sklopu je pa drug gost iz tujine, ki je bil Ognjen Popovič iz podjetja Infrakit. Je predstavljal pa njihovo vizijo gradbišča prihodnosti. Ampak tu bi jaz imel eno vprašanje zate. A je imel to kakršenkoli veze z BIM-om? V bistvu tako, na prvo žogo v bistvu, mislim, veš kako je to, vse tako... Se ima vse veze z BIM-om, ampak vse, kar je on predstavil, v bistvu kar je on predstavil, ni bil BIM, so bil bolj kot ne GIS. To je v bistvu res. Ja, lahko bi
Je pa res, ja, veš, če pač je predstavljalo, kako na daljinsko sledijo in upravljajo nekim strojem. Ne. Jaz verjamem, da pa informacija o tem, kako mora ti stroj nekje skopati ali nekaj povaljati ali karkoli že narediti, pa dejansko lahko pride iz pač nekega BIM modela. Tako da nisem pa v take detalje z njim govoril. Tako da si pa predstavljam, da je to v bistvu tak logično pač razmišljanje. No? Ja, v redu. No, potem naslednja je bila Mojca BIM Ninja, ki zdaj v bistvu ni BIM Ninja, ampak je predstavljala bila v okviru drugega svojega podjetja, ki se mu reče N42 Investments iz Londona. No, ona je imela predanje za katerega si ti kriv. Se upravičujem, sem tisti, ki so pričakovali, da bojo lepe slajde videli. Imela je samo enega, ne? Mislim, meni je bil zanimiv pogled na to, čeprav, a veš, da sem v bistvu jaz kriv za to predanje. Ja, ti si začel s tem, a nisi? Ne, če si kaj organizacijo konference spremljal, sem jaz rekel, kaj bi me zanimalo videti in sem dal točno ta naslov BIM v Angliji leto dni pozneje in se je to zgodilo. Zdaj se vidi, koliko sem tisti bootcamp ali nekaj že. Basecamp, koliko sem ga spremljal, ne? Ja. Mislim, meni je všeč, Mojca ima veliko stvari za pokazati. Tu pa tam kaj bi jaz drugače sicer povedal, ampak res ima veliko za povedati, ima veliko za pokazati. Sicer tega nisem nič videl, ker je Matevž kriv. Ampak ne, v redu. Jaz upam, da bo tudi naslednje leto predstavljal BIM v Angliji 2 leti kasneje, pa mogoče s kako sliko več, no. Tu bi se pa ustavil. Ja, sej, bom rekel tako, Mojca ima res tako neizmerno energijo glede BIM-a, ne. Tako da je v bistvu kar nalezljiva glede tega. Ja, no, jaz, če bi jo moral opisati nekomu, ki Mojce ne pozna, pa Mojce ne zameri, če boš poslušala, jaz bi rekel, da si glede BIM-a takšna, kot so Apple fanboyi do svojih izdelkov. Na koga pa zdaj to leti? To ne name. Greva naprej. Veš, kakšen laptop sem skoraj gledal zadnjič, MacBook Pro, pa te stvari, ne? Ja, kaj gre? Pojmel pa Andrej, Tibaut, tak prispevek, slovenski prispevek v BIM Dictionary, nisem vedel, da sploh to obstaja. Pa mislim, da je imel ti kaj zapovedati. Ja, jaz sem tudi na konferenci povedal, da ne boste poslušalci mislili, da se zdaj tukaj samo razburjam. Ne, to mi pa ni všeč, no, to pa moram priznati. Ni mi pa všeč zaradi tega, ker se mi zdi, da se ne daje dovolj poudarka na res kvalitetne prevode. Čeprav je tudi Mojca komentirala potem na konferenci, da so to daj pregledati jezikoslovcem, sam jaz ne vem, no. Marsikater izraz bi se dal prevesti precej boljš, pa tudi, če ne boljš, precej bolj pravilno. Pa mislim, da se bomo enkrat pač mora sprijazniti s tem, da pri nas pač ne bi smel reči BIM model, to je model BIM, ne. Zdaj se sicer to vse rešuje s tistim pomišljajem oziroma vezajem, dobro, da me zdaj žena ne sliši, ko bi jih itak še slišal zdaj, ne. Ker še ne vem, kdaj so vezaji, kdaj pa pomišljaji. Ampak ne, treba je malo več energije, malo več napora vložiti v te prevode, ne? Ker če je to BIM Execution Plan, je na prvo žogo v bistvu prevedel BIM izvedbeni plan. In o tem smo govorili tudi potem na konferenci, da je to že za neki druga izraz uporabljen. Da ne govorimo o tem, da je bilo tudi na konferenci opozorjen, da je razlika med managementom pa upravljanjem, pa kaj še bilo, a se spomniš mogoče? Se bom mogoče spomnil. Nekaj nadzor, nekaj upravljanje. Gledam, treba je biti natančen, no, zato ker
naša naloga, pa ne naša naloga, predvsem naloga Združenja SIBI in pa tudi nas na univerzah je tudi to, da skrbimo za jezikovno kulturo, ne? Pa da skrbimo za poenotenje izrazov. In jaz ne vidim nobenega smisla v tem, da se bo zdaj v enem takem BIM slovarju uporabljali se bo eni izrazi, ki se bojo potem prelili tudi v vse priročnike, ki jih pripravljajo za ministrstvo pa za IZS, potem bo pa recimo iz ene druge smeri, iz kakšne Evropske komisije, bo prišla iste vsebine, ki jih bo prevajali pa profesionalni prevajalci, se bo pa drugače prevedli, ker je to tu evidentno napačno, ne? In potem bojo ljudje v praksi rekli, pa vse to se še zmeniti ne more, to noben nima pojma in bojo še po svoje prevajali. Na koncu bomo imeli 10 izrazov za nekaj, kar bi lahko čisto po enega ustreznega. No. Tako da, jaz lahko o tem govorim še pol ure, ampak moram poslušalcem povedati, da imam že eno prevajalko. Ja, lej, se v celoti strinjam. Tle, moram reči, da se v bistvu sam zavedam, da premalo vem o tem vsem v bistvu in o slovarjih in o pač vseh možnih in nemožnih slovenskih pravilih in izjemah pač slovenščine, tako da definitivno tukaj pač se ne, mislim, tako da bi nekdo, ki recimo pozna samo tehnično ozadje recimo tega, kaj je recimo BIM model, ne, pa to sem recimo konkretno tudi v angleščini BIM model je velika težava, ne? Že v osnovi, zaradi tega, ker je ta model že v tistem meju vključen načeloma noter, ne? Če ni modeling, ne? Ampak to sem imel pa predavanje enkrat od založnika revije, ki je rekel, da je pa tudi Anglež, tako da je native speaker tak, ne? In je rekel, da to, ki vidi v naslovih člankov, te stvari napisane, da bi tudi ga precej zadane. Ne? Ja, no. V glavnem, vredno lahko se tukaj ustavimo, ampak jaz res upam, no, da bo ta prispevek, slovenski prispevek v ta BIM Dictionary, da bo to delali tako ljudje iz stroke, kar že zdaj počnejo, ampak morajo pa to delati z roko v roki dejansko z jezikoslovci. Ker če ne, rezultat ne bo v redu, no? Oziroma ne bojo zadovoljni z njim. Nihče ne bo zadovoljen. V bistvu mogoče samo še ena zadeva. Ne? Skratka, po moje prioritete tukaj ne sme biti zato, da na tem BIM Dictionary projektu pridemo iz tega inkubatorja v tisti seznam noter, kjer imamo že določene stvari prevedene, ampak v bistvu ta BIM Dictionary oziroma slovar dejansko delamo v prvi vrsti sami zase, ne pa zato, da bi v bistvu se nekje kazalo, v bistvu, kako imamo že nekaj preveden. Ne? Tako da pač boš, da si pol leta več vzamemo, pa da tiste stvari stojijo, pa da se ne sprašujemo nikoli več, ne, kako se BIM prevaja ali pa kako se BIM model, je to model BIM ali BIM model, da pač to debato zaključimo enkrat za vse. Tako. No, potem je bil pa še ena predstavitev o slovenskih dosežkih na področju BIM-a za infrastrukturo, ki so ga imeli skupaj predstavniki LE, Lineala pa Slovenske železnic projektive. Tu pa jaz sicer ne bi jih pohvalil, zelo lepo so predstavili, ne bi veliko časa tu izgubil, bi pa samo rekel, da je kaj je bil pot od starta do cilja v BIM-u, tisto kolo, pa potem hribčki, pa to, da to je postal zdaj že isti sinonim, kot je bil tisti otok avtomatizacije, če se spomniš. Jaz sem se prav na to spomnil, mislim, super slika, ne? Zelo podobno kot so otoki avtomatizacije, s tem, da je malo poenostavljen, pa zelo, zelo resnično. Ja, absolutno. S tem mogoče bi tle dejansko sam še en komentar dal, ne? Ker je pa v bistvu Martin Lah, v bistvu Zeleje, imel en komentar oziroma tudi vprašanje, pač na to predstavitev je rekel, da glede imen, ne, parametrov,
kjer je pač se te parametri za karavanke so v angleščini. Tisti, ki so oni delali tisto železniško progo tam okoli Maribora naprej, ne, so pa v slovenskem jeziku. Pač isti parametri praktično. Katastrofa. Ne? In jasno, mislim, ne samo, da imamo težavo z BIM dictionary oziroma slovarjem, BIM izrazov ali pa povezanih z BIM-om, jaz vidim mnogo večjo težavo v bistvu v tem, da so potem te parametri, te atributi, ki se pripenjajo na te BIM elemente v modelu, enkrat poimenuje tako, drugič malo drugače. Tako da tle imamo pa v bistvu po moje še zelo veliko dela in zelo veliko nekih raziskav, prilagajanj, iskanja nekih skupnih rešitev. In, jaz sem v osnovi tak, da tle bi rekel v bistvu, to je treba na angleščino jeti, no. Se opravičujem, sem tisti, ki mi je slovenščina zelo ljuba, pa meni tudi, ampak to je pa res dvojen del za vse. No. Ja, ampak to je točno tista naloga tistega property serverja, ki so ga lansko leto na CBIM konferenci predstavljali in zaradi katerega so se tudi Avstrijci skregali. Tako da, deva tu zaključiti. No, potem je bilo na konferenci na vrsti kosilo, o čemer lahko rečem samo, da je bilo izjemno v bistvu dobro, hrana je bila super, okusno. Ja. Po kosilu smo pa imeli najprej predstavitev skupin Bimatlona, ampak jaz bi v tem Bimatlonu čist na koncu, no, ko so bili tudi rezultati predstavljeni, tako da bi zdaj mogoče malo o primerih uporabe Bima v Sloveniji, ki jih je bilo kar nekaj, da se ti kjero tisnali v spomin. Parametrični model smučarske skakalnice. Skakalnice, tako. Ne vem, če Sabina slučajno to posluša, ampak kapo dol, v bistvu to je bilo res tako. Skoraj sem si zaželel, da bi jaz to znal. Ne? Se vem, da ni težko, ampak vsem, da bi to probil. In tle, jaz mislim, da če se kdo sprašal, kdaj, zakaj bi bilo ta Grasshopper ali pa v bistvu Dynamo, vse Grasshopper, če v kakšnem primeru to pametno uporabiti, to je bil pa primer, ki stoji in v bistvu super zadeva. Tako, če se kdo sprašuje, ne se Bina vpraša, ker ona je pa res našla idealen primer in tudi če se poskušam spomniti, kaj bo idealnega. Vse ostale stvari so bile pač neke arhitekturne, zato da se ona, ne vem, po fasadi kakšne stvari spreminjajo in tako naprej, vse je super, ne? Ampak to je bilo pa tako gradbeniško, ne? Da res, prav tako impresivno se je zdelo. Ja, no pa še nekaj bi rekel tu, na ta cel sklop. 3 leta smo čakali na tretjo konferenco CBIM smo morali počakati, da smo zdaj dejansko tudi v primerih, ki so jih predstavljali, slišali, da so z BIM-om tudi težave. Mislim, da ne vem, jaz se sploh ne spomnim iz prvih 2 konferenc, da bi kdo to omenil, ker je bila še ena tista faza, kako ne rečem, zaslepljenosti. Hajpa, tako, no. No, evo, zdaj so pa, tudi zapomnil sem si predavanje Jerneja Gartnerja, ki je tudi rekel, najbolj si to zapomnil, ne. Ja, z BIM-om lahko zelo hitro kaj popraviš, ne. Zelo hitro se spremembe delajo, ampak zelo hitro se tudi napake prenašajo, ne. In to si morajo vsi zapomniti, ne. Ali pa recimo ta povezava, ki je bil statični model, ki je Tomaž Majer predstavljal, ne, iz arhitектurnega modela v statični z SCIO inženir, ne dela, pa so bili navadni nosilčki leseni, ne, ampak ne dela, ker ne ve, po kateri osi ne gre in v glavnem so težave, no, tako da vsem še ni vse mogoče, če spogdaj bo. Ja, mislim, roka na srce, v bistvu se veliko pomaga, ne, ampak v bistvu res dobiš vsaj tisto geometrijo osnov, pa tudi če moraš ti še enkrat ta računski model narediti, ti vsem veliko pomaga, ne? Ampak jasno, ta končna faza tega bi pa radi imeli, da to res samo enkrat narediš, pa tankoli več, ne? Ker pomeni, da za vse ostale izračune to, kar samo od sebe pride. To pa še nekaj časa traja, ne? Ja.
Ampak ja, no, zelo zanimivi primeri in zelo zanimivo predavanje. Mislim, meni so bilo všeč. Spomina? Vse. Ne, mislim, tudi so predavanje Jane Pipne, ker dejansko se nihče ni nikoli vprašal, kako boš ti v Bimo Monta strop. Točno to sem hotel reči. To je pa svetovno vprašanje, ko se ga mislim, žal me, da se nisem sam spomnil tega, ne. Ampak ja, pač kako boš to modeliral, ker to dejansko plošča, ampak je sestavljena iz večjih delov, ampak to ni kompozitna plošča, ne vem, kako bi to modeliral. Ja, da se bi to pol obnašal kot plošča, ne? Da bi vedel zase, da je to plošča. Tako. Ja, lej bo Robi se boš pač lotil take družine BIM elementov, ki bo to naredil, ne. To pa ne bo neka težava. Ja. No, gremo naprej. Ostane nam pa še potem zadnji sklop. To je bil pa Bimatlon. Bimatlon, če ne veste, kaj to je oziroma kaj se je dogajalo na Bimatlonu, predlagam, da poslušate prejšnjo oddajo, kjer je Matevž. Ja, Matevž, zakaj pa ni bilo mene zraven? Kaj smo že mi tradala, v bistvu nekaj si mogel ti napisati. Jaz sem pa rekel, jaz bom pa posnel to. Ja. Tako. Izključil me je, tako da veste. No, Bimatlon je pa letos, zdaj bom povedal kot predstavnik komisije oziroma predsednik. Resnim glasom predstavnika oziroma predsednika strokovne komisije moraš zdaj povedati, ne? Ja. Se bom odkašljal. Ja, kot predsednik strokovne komisije Bimatlona, če se hecam. Letos so bile 4 skupine, najboljše 3 so se uvrstile tudi na konferenco in so predstavile svoje delo na konferenci in smo potem sodniki ocenjevali tudi predstavitve. In smo potem jih razvrstili od 1. do 3. mesta. Zdaj, kaj bi jaz to rekel? Rekel bi to, da je bilo med drugo pa 3. skupino tako majhna razlika, da imam še vedno imam slab občutek, no? Ker bi brez vsega problema, lahko bi bile tudi obe druge, obe tretje ali pa bi bilo obratno, ne? Tako da jaz upam, da člani druge pa 3. skupine, da niste razočarani, ker bi se lahko to čisto drugače obrnili. Ampak bila je nadgradnja prejšnjega leta. Jaz mislim, da je bilo precej boljše to, da so vse skupine delale na enem projektu, na enakem projektu, ker je bilo to potem veliko lažje ocenjevati. To je bilo moje vprašanje, mislim za tvojo oceno, koliko je pomenilo to, da je bilo pač nek skupna podloga za pač izdelavo tega modela in pol naprej, ne? Na takem tekmovanju je to edini način. S tem, da moram letos tudi pohvaliti Andreja in Matevža iz inštituta Bimatori, ker sta zelo jasno razdelala kriterije ocenjevanja. Zdaj, kot predsednik komisije sem dovolj tudi en komentar na ostale ocene. No. Malo se je videlo, no, da je težko, kljub temu težko ocenjevati, da je bilo to tako razdelano, je zelo težko ocenjevati, če nimaš nekih izkušenj glede tega, no. Tako da potem je bilo, mislim, sodniki smo tehtali med tem, ali slediti tistim kriterijem, ki so bili zapisani naprej, ali se prilagoditi temu, kar je dejansko potem izvedeno. In to je vse smisel na koncu, da nam je uspel, na koncu mislim, da je rezultat pravilen pa pravičen. In tudi mislim, da za naprej, za naslednja leta, jaz sem bil zdaj že drugič v tej komisiji, upam, da naslednje leto ne bo več. To je zdaj tvoja letna funkcija, v bistvu. Ja, letna funkcija. Je kar velik, mislim, vzame kar nekaj časa, pa če to resno delaš, jaz sem zapravil kar precej časa, pa tudi za te ocene, pa da sem pregledal modele, pa to, no, je kar naporno, no. Seveda še bolj za tiste, ki so sodelovali na Bimatlonu. Ampak ja, se pravi, jaz mislim, da smo letos lahko zadovoljni tako z rezultati, kot tudi z skupinami in opravljenim delom. In upam, da so to naprej nadaljevali, pa še bolj upam na kakor skupino več, pa še na kakor skupino več iz naše univerze, iz naše fakultete. Ja, sigurno, no. Jaz sem, tudi na, jaz sem tiste intervjuje z udeleženci naredil, recimo, ne vem, koliko je bila ura tam, 12.
Se pravi, oni so imeli dobre 3 ure, so do takrat delali. Tako da je bilo še relativno zgodaj v samem razvoju in delu na projektu. Ampak občutek sem dobil, no, da so se vsi precej naučili in predvsem pa tudi večina ni tega vsega skupaj razumela kot neko blazno tekmovanje. Jasno, pač je bil dogodek, ki ima na koncu nagrado, ampak predvsem jih je pač motiviralo to neko druženje, izmenjava informacij, pač tako, da se nekako vidijo, kje so, kje niso, ne. Jaz verjamem, da je tudi 4. skupini, ki je pač najne fakultete prišla, jaz verjamem, da so se te 3 fantje zelo, zelo veliko naučili v tem času, ki so ga posvetili za izdelavo tega modela. Definitivno. In jaz tudi moram reči na tem mestu, da sem vesel in tudi ponosen na njih, da se niso ustrašili, ker so malo podcenili biatlon in da so po tistem začetnem šoku se zbrali in vse nekaj pokazali. No? Tako da jaz mislim, da lahko z dvignjeno glavo grejo proti naslednjemu biatlonu. Ja, to je pa vse, bom rekel tako, da je super, da je tak dogodek in vsekakor je velik napredek to, no, da je bil to en model. Mislim, da je to čist drugače potem. In ocenjevati in tudi jasno, tudi skupinam v bistvu to delati. Ne. Tle se pa res vidi, ali se znaš organizirati, znaš razdeliti del, ali vejo, kaj treba narediti. V bistvu, če pač priješ na en tak dogodek z neko delno rešitvijo, vnaprej pripravljeno, to pač ne kaže glih ravno pač nekega konkretnega takšnega znanja. Ne. To vse se da narediti, če imaš dosti časa. Res je. Točno pa če imaš voljo. Motivacija. Gnava predolga. Kaj je za konec v bistvu glede konference? Ne, jaz mislim, da smo imeli letos srečno roko pri izbiri lokacije, da se je izkazalo kar v redu, kaj ti misliš? Ja, na vsak način. Bilo je v bistvu in dvorana in hrana in glede na to, da imaš v bistvu zastonj parkiranje, lahek dostop in tako naprej. Mislim, da je bilo pač izbira je bila super, se meni zdi. No? Nažalost, moramo biti malo kritični, da se skupaj prepozno šlo ven, ne? In napoved same konference in napoved biatlona. Ampak se pa jaz tudi več kot strinjam. Prepozno je bilo, ampak kljub temu se je zbralo 100 plus udeležencev konference, 4 skupine napram 3 skupinam lansko leto na biatlonu. Tako da v bistvu očitno interes za to konferenco obstaja. Zdaj, če bi to šlo še majčkeno bolj pač zgodaj ven, z več časa na pripravo, še posebej za biatlon, mislim, da ne je bilo problem, recimo za naslednjo leto računati na nekih 6 skupin. Ne. In to je bilo pa že skoraj optimalno število skupine, ker mislim, da če bi to prerastli v 10 plus skupin, bi bilo pa že kar hudo. Ne, mislim, da 6 bi bil kar tak en. Ja. Optimum. Pa tudi v bistvu, bom rekel tako, da tudi število udeležencev, če bi to bilo 150, bi bilo že precej težje obvladovati teh 100, 110, 120, to je v bistvu nekako recimo en tak res sweet spot za eno tako konferenco, kjer pač dejansko pridejo ljudje, ki to delajo, ki jih to zanima, in jasno posledično se tudi neka konkretna debata lahko razvije. Jaz sem zelo zadovoljen, glede na to, da pač je bilo malo časa, da so pač ljudje prišli, v bistvu izkazali zaupanje v to konferenco in tudi konec koncev aktivno sodelovali z vprašanji. Ja. No,
Jaz bi še poizkoristil to priložnost, pa bi se kot predsednik strokovne komisije zahvalil ostalim sodnikom, pa seveda tudi skupinam. Bilo mi je zelo všeč, kako so sprejeli rezultate. Eni so bili iskreno veseli, drugi so bili iskreno veseli za ostale. Tako da super, no, jaz upam, da se bo ta duh ohranil tudi naprej. Za konferenco pa, da se bo še naprej tako dobro razvijala, pa da bo naslednje leto malo prej šla v Če si omenil zahvale, jaz bi v bistvu pa na tem mestu, da bo to tako nekako uradno tudi, ne. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je pač omogočila izvedbo biatlona, kratka z učilnico, z dostopom do interneta in malo smo jih pogostili, ne. Tako da najlepša hvala tudi jasno vsem tisti, ki so to omogočili. No, vidiš, jaz bi pa to pozabil. Ja, hvala. Nič, to je to. Mislim, da lahko rečemo, da je že pol manj komi čakal naslednje leto, da bomo spet nasedimo. Mislim, da se lahko poslovimo. Robi, adijo. Adijo.